v torek 27. septembra 2022 se je v dolini svetega Janeza Krstnika napisala nova zgodba, ki jih sicer kartuzijanski biser pripoveduje že od 12. stoletja. V tem letu je bila zaključena pomembna obnova cerkve svetega Janeza Krstnika, vključno z novo pomično streho. Na slovesnem odprtju so se zbrali vsi, ki so bili del pomembne obnove kulturne dediščine in vsi, ki jih zanima, kako izgleda tiha lepotica po obnovi. Obiskovalci so si bili enotni. Včasih se nam zgodi, da pridemo na kraj, ki nas preprosto osupne. Zdi se nam, da smo vstopili v neki drugi svet, zakorakali v neko posebno dimenzijo. Takšni občutki nas prevzamejo, ko vstopimo v obnovljeno cerkev svetega Janeza Krstnika, v svet Žičke Kartuzije. Konjiška občina se je po pridobljenih 2 milijonih evrov državnega denarja pred 2 letoma lotila gradbene sanacije in stabilizacije zidov cerkve, nato pa izvedbe fiksnega in pomičnega dela strehe ter razgledne točke z dostopnim hodnikom in 2 stopniščama za obiskovalce. V sklopu 3. faze so bili na občini zelo veseli posluha Ministrstva za kulturo, ki je zagotovilo dodatnega pol milijona evrov za dokončanje obnove. Celotna naložba je tako znašala okoli 2,8 milijona evrov. Tudi po zaslugi dodatnih sredstev so se letos lotili še 4. faze obnove, v sklopu katere so že sanirali romanske in gotske kamnite elemente, ostanke obokov v cerkveni ladji in otokarjevi kapeli, delno obnovili arheološke prezentacije ostalin malega križnega hodnika, pod streho pa so spravili še zadnja gradbeno-obrtniška dela s položitvijo tlakov. Na odprtju so bili župan občine Slovenske Konjice Darko Ratajc. Lepo pozdravljeni, spoštovane, spoštovani. Ko smo nekako pred 3 leti dobili informacijo, da bomo dobili sredstva za obnovo Žičke Kartuzije oziroma te cerkve, smo bili tudi nekoliko presenečeni. Torej, začeli smo z nule, ker nekih rešitev ni bilo do takrat narejeni, ampak smo temu pristopili resno in odgovorno. Zavedali smo se tega, da delo ne bo lahko, ampak da je cilj tako blizu oziroma je dosegljiv, ker če ne bomo tega uredili sedaj, vprašanje, da je bomo spet to priložnost imeli. V vsem tem bi rad predvsem danes rekel zahvalo. Zahvalo vsem tistim, vsem vam, ki ste pripomogli k temu, dobrohotno, s dobrimi nameni, pozitivno razmišljajoč. Težko bom koga izpostavil, ampak 3 ljudi bom izpostavil. Gospoda Bojana Podkrajška, ki je znal te stran poti v parlamentu nekako prebroditi, da smo ta sredstva pridobili in tudi močno se je angažiral kot vodja gradbenega odbora. Direktor občinske uprave, Breda Obres, ki je vodila ta projekt v imenu občine, ki je skrbno to peljala. Veliko je bilo neprespanih noči, verjamem, in tudi solza, ampak hvala Bredu za vse to. In pa seveda Silvestra Gabrščka, gospoda z velikim G, ki je takrat, ko smo imeli razgrete glave, ko smo tudi dvigovali glasove, znal sa svojo modrostjo, sa svojim pristopom priti do nas in nas pomiriti, tako da smo to peljali naprej. Zdaj o pomenu Kartuzije bodo povedali govorniki za mano. Jaz, kot sem rekel, rad bi se zahvalil vsem izvajalcem, projektantom, nadzoru, ZVKD-ju, OEC-ju in pa seveda tudi republiškemu. In vsem tistim, ki so dobrohotno in z dobrimi nameni temu sledili. Sledili ste tudi to, da so bila tudi ena obdobja neka nasprotovanja oziroma tudi različna mnenja, ampak tako je, nikoli ne moremo narediti tako, da bo vsem povšeč. Ampak, ko smo se na stvar odločili, smo to tudi za tem stali in izpeljali. In danes, ko boste si to ogledali, pa tudi vsi tisti, ki bodo tu prihajali, mislim, da bi s tem, kaj bodo videli, so dovoljni. Mene veseli tudi to, da je država spoznala, da je potrebno kulturno dediščino, ki Slovenci imamo veliko ohranjati, da je potrebno vlagati sredstva, ker lokalne skupnosti
tega denarja dejansko nimamo. Torej, da zaključim, da ne bom predolg, hvala lepa vsem vam danes, ki ste prišli. Hvala vsem vam, spoštovani, ki ste tu sodelovali, in velik poklon z moje strani in pa strani 15.000 občanov naše občine, ki so hvaležni za vse to, kar smo naredili. Hvala lepa. Poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije in predsednik Gradbenega odbora obnove Cerkve svetega Janeza Krstnika Bojan Podkrajšek. Spoštovani vsi trije moji župani Slovenskih Konjic, Vitanje in Zreč, cenjeni mariborski nadškof, državni sekretar magister Dejan Židan, gospod Silvester Gabršek, skratka vsi, ki se danes veselite skupaj z nami obnove te cerkve svetega Janeza Krstnika, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in v imenu Gradbenega odbora. Kot domačin sem se vrsto let spraševal, kako je to mogoče, da je padla v 11. stoletju odločitev, da začnejo polagati kamen na tem prostoru, kjer je bil samo gozd, zemlja, trava, vse do daljne Avstrije, pa še tudi dlje. Na to vprašanje bomo težko kdaj dobili čisto točen odgovor. Seveda, velikokrat sem tudi sam razmišljal v času obnove te cerkve 2 letih, kako so v tistem času ljudje trpeli, ko so zlagali skupaj ta kamen in to cerkev tudi dokončali. Verjetno veliko poškodovanih, veliko je umrlo, ampak ta cerkev je služila svojemu namenu več stoletij. Prav gotovo se je zgodila žalostna zgodba 170 let nazaj, ko so ti kamni ostali brez kritine. 170 let so samevali in po mojem nestrokovnem mnenju je ključno bilo nekje leto 1965, ko je pokojni doktor Zadnikar šel obnavljati to severno steno. S tem so se ohranili vsi kamni, ki so jih pred toliko stoletij gradili v to cerkev. Kot domačin se spomnim večkrat, ko se je začela čistiti Žička kartuzija, ko so nam 2-krat konjiški gasilci očistili te zidove, kako smo bili veseli, ko smo videli čiste kamne. Ampak nenehno je vsak mesec z tega obzidja padal kakšen kamen, ampak ta padec kamna nas je opozarjal, da tisti, ki živimo v sedanjosti, bi naj tej cerkvi dali nazaj streho. To je bilo vrsto let. Ampak moram povedati, da so bile to sanje nas domačinov, naš občanov Slovenskih Konjic in tudi širše državljanov in državljank Republike Slovenije. Spoštovani zbrani, malokrat se zgodi, da v Državnem zboru pri glasovanju prisotnih vseh 90 poslancev. Še bolj redko se pa zgodi, da Državni zbor o predlogu proračuna za leto 2020 in 2021 izglasuje z 81 glasovi poslank in poslancev za obnovo cerkve v Žički kartuziji. To je pravi čudež. In hvala vsem poslankam in poslancem in obema vladoma v mandatu 2018 do 2022, tako Šarčevi vladi in tako vladi Janeza Janše. To se je zgodil pravi čudež.
In ko sem po tem glasovanju šel po dolgem hodniku v državnem zboru, pride za mano gospod, ki ga izjemno cenim, sem bil, mislim, da najbolj navdušen med vsemi poslanci in mi pravi: Bojan, ta pot bo izjemno težka. In seveda, kmalu sem spoznal, da bo ta pot težka. Niti se nismo vsi poznali, kdo bo na to pot šel. Večkrat mi je prišlo v spredje, ko sem šel prvič sam na Triglav, nepripravljen. In je bila pot izjemno težka. Na tej poti smo se spoznavali, na tej poti so prihajali zraven ljudje, ki jih prej v življenju nisem nikoli srečal, ampak ljudje, ki so tudi nas, domačine, župana, občinsko upravo bodrili, da vztrajamo na tej poti. Zato se zahvaljujem vsem. Nikomor ne zamirim, ki je na tej poti pomagal, ki je mogoče želel, da bi se ustavili na tej poti, ker smo se zavedali vsi skupaj, da bo ta pot težka. Zato iskrena hvala, župan, tebi, iskrena hvala vsem tistim tvojim, ki so zaposleni na občini, da smo znali stopiti skupaj in da smo na tej poti vztrajali do konca. Seveda iskrena hvala gospodu Hudolinu in gospodu Peskarju. Iskrena hvala Celjskemu zavodu, na čelu z Matijo. Vsem izvajalcem v tej cerkvi je veliko konjiškega znanja. Glavnemu izvajalcu gradnje Margoč in izvajalcu, ki je delo opravljal v tretji fazi, Gnomu, in vsem podizvajalcem, Kostruju, Krosto Bronek, pa še mnogim. Vsi ste v ta objekt vnesli svoje znanje in svoje izkušnje. Iskrena hvala, Rok, vam. Tudi takrat, ko nam je bilo najtežje, ko smo že vsi skupaj mislili, da bomo obupali, ste nas vi spodbudili, da se usedemo in da gremo naprej naslednji dan. In seveda, gospoda, ki je že bil danes omenjen, ga ne smem pozabiti. Gospod Silvester Gabršek. Z velikimi črkami bi nekje mogli napisati besedo, ki ima to je beseda hvala. Jaz sem se zavedal, ker sem vas že prej poznal, vsaj 20 leti vas srečujem v Žički Kartuziji. Sem vedel, da se barva vaših las ne bo spremenila. Sem pa prepričan, da vam je mnogo las zaradi nas izpadlo. Hvala vam, da ste nas poslušali, hvala vam, da ste nas prenašali, hvala vam, da ste takrat molčali, ko je bilo potrebno molčati, in hvala vam, da ste takrat nas poklicali skupaj, ko je bilo treba stopiti naprej. Gospod Silvester, hvala vam za vse obnove v Žički Kartuziji, hvala vam za vse obnove v spodnjem delu samostana in vse tisto, kaj je obnovljeno v Republiki Sloveniji. Vas pa prosim, da imam eno željo, da gospodu Gabršeku namenimo en aplavz. Izjedno sem vesel, da je danes z nami tudi mariborski nadškof, gospod Alojzij Cvikl. Tudi takrat, ko nam je bilo najtežje, smo ga povabili, da obišče to gradbišče. Pa moram priznati, da me je bilo strah tega obiska, ne nadškofa, ampak njegovega mnenja. Po ogledu je bilo pozitivno in nam je dalo novo energijo. Spoštovani nadškof bo danes blagoslovil ta obnovitvena dela. V času, ki smo verjetno v najbolj zahtevnem času po drugi svetovni vojni. Tu imam v mislih mir na svetu. Danes je že bil omenjen tudi zvon. Jaz bi iskreno želel, da vsi državljanke in državljani naše lepe dežele, vsi državljani naše evropske skupnosti, pa tudi širom sveta prihajajo v to cerkev,
in seboj odnesejo mir, zdravje. Če bo to dvoje, se bo vse nas tudi naselil pogum in veselje. To iskreno želim. In ob koncu še enkrat hvala vsem, ki ste na tej poti vztrajali in ki se danes tega dogodka veselite. Spoštovani državni sekretar, magister Dejan Židan, tudi moj apel za kulturno dediščino moramo v Republiki Sloveniji nameniti denar. To je naša kultura, to je naša preteklost, to je naša sedanjost in to je naša prihodnost. Spoštovani, naj se sliši širom Slovenije. Obnova Žičke kartuzije se bo prihodnje nadaljevala. Hvala. Dolgoletni vodja sektorja za nepremično kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo, Silvester Gaberšček. Spoštovani gospod župan Darko Ratajc, spoštovani gospod nadškof in metropolit Alojz Cvikl, spoštovani visoki gostje, kolegi, kolegice in vsi udeleženci nocojšnjega velikega dogodka, zgodovinskega dogodka. Namreč po 82 letih je ta cerkev zopet dobila streho. Postala je spet zgradba, dom in v njo se je vrnilo življenje po tolikih in tolikih desetletjih. Zgodovinski dan je s tem, ker je cerkev rešena rušenja, kateremu je bila izpostavljena. Zgodovinski dan tudi za vse tiste, ki so se s tako drznim projektom, posegom lotili njene obnove in njene zaščite in jo spet dali nam na uporabo za potrebe nas današnjega časa in za naše zanamce. Žička kartuzija je zaradi svoje zgodovinske umeščenosti v ta prostor že v 12. stoletju, zaradi dejstva, da je bila prva kartuzija izven matičnih kartuzijanskih redov Francije in Italije, prva taka kartuzija v Srednji Evropi, bi lahko rekli, in tudi zaradi vloge, ki jo je imela v zgodovinskem obdobju, zlasti koncem 14. stoletja in začetku 15. stoletja, ko je bila za 19 let celo glavna kartuzija kartuzijanskega reda rimske obedience. In v tej času je bil tukaj za priorja Štefan Makoni, znamenit prior, znanstvenik, literat, prosvetljenec, bi lahko tudi rekli. Bil je tajnik Katarine Sienske in ve se, da ta dva sta v tistem času s svojo dejavnostjo, s svojima osebnostima krojila ali pa se vplivala na usodo tako posvetne kot cerkvene politike, zgodovine tistega časa. V teh prostorih tukaj so bivali mnogi znani redovniki, ki so pustili tukaj svoj pečat, pa tudi o tej kartuziji ponesli ime in slavo daleč po svetu. Med tem je treba omeniti vsekakor Filipa Žičkega, utemeljitelja novega ali pa sodobnega nemškega jezika, ki je svojo prepesnitvijo legende o Marijinem življenju z 11.000 verzij iz latinščine v nemščino dal temelje modernemu nemškemu jeziku. Mislim, da moramo tukaj potem omeniti še priorja Odona, ki je poleg Kjurkloštra bil tudi tukaj in je v svetu poznan, v cerkveni zgodovini zlasti, kot velik reformator in utemeljitelj kartuzijanskega reda. Mislim, da glede na vse te stvari in še mnoge, katere bomo odkrivali, si ta spomenik zasluži mesto med prvimi v naši deželi, da postane spomenik evropskega pomena. Zaradi njegove veličine, zaradi njegove zgodovine, zaradi njegovega umetnostno-zgodovinskega pomena, tudi zaradi teh novih pristopov pri prezentaciji in ohranjanju kulturnih spomenikov. Mislim, da
je občina Konjice, pa tudi mi, vsi prebivalci Slovenije, smo lahko ponosni, da je kartuzija na naših tleh in da je kartuzija ponovno med nami oživela, da je kartuzija lahko ponovno neko stečišče vseh tistih, ki iščejo v današnjem svetu notranji mir, morda neko umiritev samega sebe, navdih za svoje ustvarjanje na kateremkoli umetniškem področju. Mislim, da kartuzija je velik izziv bil za stroko, je pa tudi izziv za naprej, da bomo to delo znali ceniti, ohranjati in spoštovati. Mislim, da poleg tega, kar sem povedal, bi danes lahko tudi v anale kartuzije tukaj v Žičah dodali nove strani. Ob listinah prvega priorja Bermuda, pa potem priorja, ki je v določenem času, v 16. stoletju, kartuziji dal novega poleta in jo dvignil iz krize, to je bil prior Gavrelija. Danes na to listo lahko imenovali ne več kot priorja, ampak kot konverze, kot tiste, ki pomagajo kartuziji, ki so jo rešili in živijo z njo. Na prvem mestu umestili gospoda Bojana, podkraška poslanca, kateremu se zahvaljujem za izkazano pozornost. Gospoda župana prav tako moramo umestiti zraven na to isto stran, Darka Rtajca. Potem sodi zraven tudi Matija Plevnik, odgovorni konservator, in seveda naš projektant, arhitekt, docent Rok Žnidaršič. Ker ne vem, kako danes delujejo kartuzijanska pravila, jih nisem znal umestiti po pravem vrstnem redu, ampak vsekakor sodijo vsi na prvo stran. Med kartuzijanke pa vsekakor sodita dve nepogrešljivi osebi, ki sta dali dušo in telo pri skrbi za obnovo te cerkve. To je gospa Breda Obrez Peskar in gospa Renata Klančnik. Tisto, kar nam danes ta obnova sporoča, je to, kako lahko ljudje različnih nazorov, različnih prepričanj, različnih usod stopijo skupaj za skupno dobro. Se znajo poslušati, se znajo sprejemati, se znajo pomagati in za celotno družbo napraviti nekaj presežnega. Želel bi si, da bi ta vzorec prišel v vse naše lokalne skupnosti, zlasti pa v naš parlament in tudi v Evropsko skupnost. Mislim, da to je sporočilo obnovljene cerkve tukaj v Kartuziji. Hvala za pozornost. Matija Plevnik, odgovorni konzervator Žičke Kartuzije. Spoštovane in spoštovani, sodobniki smo palčki na ramenih velikanov. To retorično figuro sem si izposodil od Janeza in Salisburyja, škofa, filozofa in diplomata, intelektualnega velikana iz 12. stoletja, ki je sebe, kako ironično, imenoval Janez Manj. V srednjem veku so to retorično figuro uporabljali minihi in učenjaki, z njo so lucidno osvetljevali držo, v kateri vidimo dlje od svojih predhodnikov, le zato, ker stojimo na ramenu zgodovinske vednosti, kolektivne izkušnje in kritičnega premisleka. Nahajamo se v enem izmed najprestižnejših zgodovinskih lokacij v domovini, nekdanji veliki redovni cerkvi svetega Janeza Krstnika. Današnja slavnostna otvoritev v zaključku obnovitvenih del je rezultat prizadevanj več generacij konzervatorjev in številnih izjemnih posameznikov, da cerkev iztrgajo iz čeljusti zobovja časa. Prva nujna zaščitna dela je sredi 50. let 20. stoletja opravil dr. Jože Curk. Njegovo dela sta nadaljevala akademik dr. Marjan Zadnikar in dr. Nataša Štupar Šumi.
V 60 letih 20. stoletja sta upravila ogromno delo, saj sta ruševine gradbeno-statično utrdila, izdelala temeljna konzervatorska izhodišča, rezultati konzervatorskih posegov in najdb pa v knjižni obliki še danes predstavljajo trdno znanstveno podstat za vsakršno resnejše ukvarjanje srednjeveške, zlasti s kartuzijansko arhitekturo na Slovenskem. Dela je nadaljeval dr. Ivan Stopar in svoje izsledke predal Bogdanu Badovincu in Ivo Gričarju, mojima neposrednima konzervatorskima predhodnikoma, ki sta upravila veliko delo na področju nujnih zaščitnih del ter izvedla kompleksne raziskave na področju stavbne zgodovine in materialov. Slednjima gre skupaj z magistro Alenko Kolšek in dolgoletno vodjo območne enote Celje Anko Aškerc največja zasluga, da sta uspela dolino Janeza Krstnika do danes ohraniti intaktno v svoji večstoletni krajinski pojavnosti, ki danes predstavlja evropsko posebnost. Vsi ti posamezniki so soustvarjali zgodovine slovenskega konzervatorstva in pomembno prispevali k vedenju in ohranitvi tega spomenika. Odločitve za prezentacijo ostalin cerkve niso bile lahke. Kljub temu lahko potrdim, da smo pri posegih do konca sledili jasno izoblikovanim primarnim ciljem. Prvič, ohranitev karakterja ruševine cerkve. Drugič, ohranitev dokumentarne vrednosti in povednosti, sedanje estetsko-likovne pojavnosti in ohranitev njenega izrazitega znanstvenega potenciala. In tretjič, s posegi ustvariti pogoje za dolgoročnejšo ohranitev vseh navedenih vrednot in vseh izvidnih elementov spomenika. Ob vseh teh konzervatorsko-restauratorskih in arheoloških delih je nastal zajeten kup novih spoznanj, ki še čakajo na interpretacijo. Zahvala za zaupano vlogo odgovornega konzervatora gre najožjemu vodstvu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Jerneju Hudelinu, dr. Robertu Peskarju, vodji območne enote Danijeli Brišnik, interdisciplinarni delovni skupini in projektantu Roku Žnidaršiču, s katerim sem previharil viharje. Sodobna streha je po tehnološki in izvedbeni plati v celoti plod domačega slovenskega znanja. Kljub mogočnosti dojemam streho kot palčka, ki s kopreno pokriva ramena velikana. Vse sodobne arhitekturne intervencije pa v duhu spokojne spoštljivosti varujejo, pojasnjujejo, osvetljujejo ter tudi sprožajo vprašanja. Cerkev je bila v svoji primarni funkciji stičišče bratov laikov in kornih menihov. Kot taka mora svoje poslanstvo nadaljevati. Predstavljati mora stičišče laične javnosti, konzervatorstva in njegovih matičnih ved. Ob tem svojem skoraj 3 leta trajajočem terenskem delu sem velikokrat stal na zaključkih zidov cerkve in prežet z mistično lepoto narave in samostanskega kompleksa ugotavljam, da sem tudi sam Matija Malik. Arhitekt obnove cerkve svetega Janeza Krstnika, docent Rok Žnidaršič. Lepo pozdravljeni. Kaj gledati, kako razumeti te posege in kako brati to stavbo, ki je zaključena, pa hkrati ni, ki ima streho, pa hkrati tudi nima, ki je notranji prostor, pa hkrati tudi zunanji, ki je starodavna, pa hkrati tudi sodobna. V 1. členu odloka o zaščiti Žiške kartuzije je med drugim zapisano. Nekdanja kartuzija se razglasi za kulturni spomenik državnega pomena zato, da se ohranjajo njene kulturne vrednote, izboljša njena javna prepoznavnost in spodbuja javna kulturna raba. Ali se iz tega lahko razume, da so njene kulturne vrednote tudi razvaline? Ta izjemen prostor je za mnoge obiskovalce, kot tudi strokovnjake, zapisan kolektivni spomin zadnjih 2 stoletij. Kot razvalina. Zaradi posebnega vzdušja, ki ga v svojem propadanju ustvarja, postala vrednota. Prepričan sem, da je ravno to najbolj pristen kontekst tega spomenika, saj se je z ustvarjanjem sloji in propadanjem razgalilo srednjeveško jedro celote. Njenih principov gradnje in razumevanja prostora, kakršen je bil, ko so v 12. stoletju naselili Kristjani. Oziroma, z besedami profesorice Maruše Zorec, Žiška kartuzija se z izpovednostjo ruševin obiskovalca izjemno dotakne. Priča namreč o času, ki je minil in se ne vrne več.
Ruševine govorijo o tišini in samoti, ki je bila tukaj že v času Kartuzijanov. Danes pa je le še močnejša in bolj tiha. Zbujajo nam radovednost, da bi spoznali zgodbo, ki se je tukaj odvijala, in puščajo prav zaradi svoje nedokončanosti naši fantaziji prosto pot. Takšna pojavnost v prostoru je tudi v zavesti ljudi, obiskovalcev, ki se ta prostor vračajo prav zaradi tega. Melanholična občutja, ki nam jih sprožajo razvaline, so lahko vedno vdiha in posebno okolje za kontemplacijo ter posebne dogodke. Razvalina nekdanjega izrazito asketskega sakralnega prostora ima morda prav zaradi te sodobne dimenzije, ki jo je dobila z aktualno prenovo, ko je njen strop lahko tudi nebo, bolj monumentalen učinek, kot ga je imela kadarkoli. Naša želja je bila, da se kljub velikemu in zahtevnemu posegu novo umaknemo v ozadje, da bi originalni kamniti zidovi in kamnoseške mojstrovine še vedno ostali v ospredju in pričali o svoji tisočletni prisotnosti. Da bi vzvišen občutek gotskega prostora v stiku z nebom navdihoval še mnoge obiskovalce, Kartuziji pa v kontekstu v preteklih desetletij rekonstruiranih streh z vertikalnim poudarkom nove strehe označil posebno mesto v srednje stavbe, je bil potreben poseben pristop, ki ni črpal iz tujih izgledov, temveč je izhajal iz kraja samega, iz neponovljive in izjemne naloge, ki je zaslužila celosten kreativni pristop. Zdaj bi želel deliti anekdoto iz neke druge otvoritve. Pomembne stavbe v Ljubljani pred 50 leti, ki jo je zapisal zdaj že znameniti arhitekt. Takole pravi. Projektantov se primeri, da ga viden občinski funkcionar ob zgradbi in to pred drugimi vpraša. Poslušajte, ali ta hiša res mora biti taka? Dolgi razprave o vrednotenju arhitekturnega dela, ki je sledila, je prišel do sklepov, da ni dovolj pasivno opazovanje arhitekturnega dela na podlagi že izdelanih tradicionalnih vrednot, temveč da je bistveno živo gledanje na stvari, iskanje resnice skozi subjektivne in objektivne poglede. Kot pravi, doživetje arhitekture je delo. Opazovanje arhitekture je aktiven proces in v tem smislu tudi ustvarjalen. In da je ob takem delu dobro malo veselja in zabave ter nikakor brez kanca humorja in šale. Lansko leto aprila me na tem mestu v širokem krogu visoki državni funkcionar javno vprašal, ali ste že kaj takšnega videli? Ali res ne znate narediti ene normalne strehe? Ob tej priliki bi se rad zahvalil za zaupanje naročnikov, ki smo se na tem projektu prvič srečali, za strokovno enotnost in podporo kljub težkim odločitvam, za preudarnost odločevalcev, za pogum, profesionalen in požrtvovalen pristop sodelavcev arhitekturnega ateljeja Medprostor, vseh ostalih projektantov in izvajalcev, ki pripelje do tega edinstvenega dosežka. Za podporo mojih najbližjih v neprespanih nočeh in stalni odsotnosti. Hvala. Mariborski nadškof in metropolit Monsignor Alojzij Cvikl. Prisrčen pozdrav vsem vam, gospod župan, vam, pobudnikom za obnovo te cerkve svetega Janeza Krstnika tukaj v Žižki Kartuziji, vsem vam, ki ste sodelovali in na kakršenkoli način prispevali, da smo lahko priča nocoj temu zgodovinskemu trenutku. Prej bo rečeno, da bomo nocoj poslušali zgodbe. Če bi ti kamni znali spregovoriti, gotovo nam bi spregovorili o najlepšem dnevu te cerkve, ko je bila posvečena. 1190. leta. Ko je ta cerkev postala kraj posebne božje navzočnosti
in kraj srečevanja človeka s Bogom. In takrat je prišel sem oglejski patriarh. Ko sem se peljal po tej dolini, sem premišljeval, kako je takrat ta patriarh se pripeljal iz Ogleja sem v Žiče. To je bilo res nekaj velikega. To je lep trenutek, ki ga je ta cerkev doživela. Je pa doživela tudi žalosten trenutek 1782, ko je bila ukinjena Žiška kartuzija. In zakaj je bila ukinjena? Zato, ker ni dovolj prispevala k industrijskemu in gospodarskemu razvoju. Takrat je takratni cesar je pač razmišljal v smislu razvoja, gospodarskega, industrijskega razvoja in ta kartuzija tukaj ni bila v tem duhu. Čeprav je bilo tukaj takrat 2000 rokopisov, kar pomeni izredno bogatstvo, ki je tukaj bilo v tej kartuziji. Mi večkrat ponavljamo, da je zgodovina naša učiteljica, če je znamo prisluhniti. In gotovo tudi danes vidimo, da znanost ne najde vseh odgovorov, industrija je tudi v krizi dostikrat, tudi mi smo v krizi. Zanj sem našel članek, ki me je tako se dotaknil, govori o neveri vernih in o neveri vernikov. Zanimivo, da vsak človek išče, je iskalec. In se mi zdi, da tisti ljudje, ki sem prihajajo v to dolino svetega Janeza Krstnika, iščejo, tukaj bo že prej rečeno mir, iščejo, da bi napolnili svoje srca s tistim, kar iščejo. In tukaj se mi zdi, ko vstopiš v to dolino, te že kar nekje privabi, nagovori. In želim, da bi ta kraj res bil kraj, kjer bi ljudje lahko se napolnili z Božjo bližino, ki je tukaj, ki diha, ki je prisotna. In da bi domov se vračali bogatejši. Zato bomo tudi to cerkev blagoslovili. Čeprav to ne pomeni, da bo ta cerkev vse namenjena bogoslužju. Ampak zakaj bomo blagoslovili? Zato, da bi ta kraj, ki je svet kraj, res tudi nagovarjal obiskovalce, ki bodo vsem prišli, da bi jih navdajal s hvaležnostjo in častitljivim spominom na vse dobro, česar bodo tudi deležni v tem lepem prostoru in v tem tako zgovornem prostoru. Zato sedaj vabim diakona, če pristopi, da bi kot uvod v ta blagoslov bomo prebrali iz Svetega pisma v Psalm 139, potem pa bom jaz blagoslovil ta obnovitvena dela, ki so zaključena, z željo, da bi res to bil kraj miru, kraj srečevanja človeka z Bogom in tudi samim seboj. Pa da bi, kot je prej bilo tudi rečeno, človek brez korenin ne more živeti. In zato je tako pomembno, da obnavljamo te zgodovinske objekte, te zgodovinske spomenike, ki so naše korenine. Vemo, globlje so korenine, bolj drevo lahko kljubuje vsem neprilikam, ki jih sreča. In mi bomo lahko kljubovali vsem tem neprilikam, s katerimi se srečujemo, če bomo črpali moč iz naših korenin. Pa sedaj skupaj prisluhnimo najprej Božji besedi. Gospod, preizkusil si mene, poznaš. Poznaš moje sedenje, moje vstajenje, oddaleč razumeš moje misli. Opazuješ moje potovanje in moje počivanje, vsemi mojimi potmi si seznanjen. Zares, besede še ni na mojem jeziku, glej ti, Gospod, si jo že spoznal v celoti. Zdaj in spredaj me obdajaš in name polagaš svojo roko. Prečudovito je zname spoznanje, previsoko je, ne morem ga doseči. Kam naj grem pred tvojim duhom, kam naj zbežim pred tvojim obličjem? Če se spustneš v nebesa, si tamkaj, če si pripravim ležišče pod zemljo, si zraven. Če bi dvignil peruti jutranje zarje, če bi prebival na koncu morja, tudi tam bi me vodila tvoja roka,
držala bi me tvoja desnica. Če bi rekel, vsaj tema me bo zgrabila, svetloba okrog mene se bo v noč spremenila. Tudi tema ne bo pretemna zate, noč bo svetila kakor dan, kakor tema, kakor svetloba. Preizkusi me, o Bog, spoznaj moje srce, preizkusi me in spoznaj moje vznemirljive misli. Poglej, ali je pri meni pot plitkosti in vodi me po večni poti. Molimo. Bog, naš Oče, po tvoji dobroti in dobroti ljudi smo mogli obnoviti cerkev svetega Janeza Krstnika tu v Žiških Kartuzih, ki nam svojo prisotnostjo postaja znamenje, da je to kraj, kjer je že pred davnimi časi padlo seme Evangelija. Prosimo te, blagoslovi to obnovljeno cerkev, ki je znamenje trpljenja in vstajenja tvojega Sina in našega odrešenja. Vse ljudi, ki bodo se tu ustavljali, v trdi veri, upanju in ljubezni, podeli mir in veselje v Svetem Duhu, uspeh pri njihovem delu in srečo na poti življenja. Varuj nas vsega hudega in pripelji nas sebi v večno življenje po Kristusu našem Gospodu. Program sta obogatila glasbena gosta, vrhunska sopranistka Nika Gorič in Matjaž Balažic na akordeonu. Hvala vsem nocojšnjim govornikom, nastopajočim in hvala vsem vam, da ste nocoj z nami. Na tem mestu pa lepa hvala tudi Botaničnemu vrtu za donacijo zasaditve žičkega grobelnika, donaciji Otokarjevega nagrobnika podjetja Gnom in donacijo svetil podjetij Strle svetila in Medprostor v Lapidarju. Uvod v čudovito zgodbo o obnovi cerkve svetega Janeza Krstnika je pri koncu. Naj se nadaljuje v še eno lepo zgodbo o naši tihi lepotici.